Vrt družine Knaus v Loškem Potoku je eden največjih zasebnih vrtov pri nas. Nastajati je začel pred približno 25 leti, ko sta Lidija in Peter Rudar dobila veliko hribovsko posest, obdano z gozdovi in čudovito naravo. Njun vrt je danes zakladnica tako za ljudi kot za živali. V vasici Hrib Loški Potok se na višini 840 metrov razprostira 2 hektara velik vrt zakoncev Knaus. Ob pogledu na slikovito kuliso je težko verjeti, da sta se zakonca sprva branila vrta. Peter je bil šofer in večno na poti, Lidija pa se v mladih letih ni spoznala na rastline, saj je živela v bloku. Jaz sem prej odraščala v manjšem mestu, tako da znanja nisem imela prav nobenega. Se spominjam, kako sem sadila rododendrom na žgoče sonce, navadno vrtno zemljo, čist popolnoma narobe. Sedaj pa že rastline do nekle malo poznam, tako da vem, kakšne pogoje rabijo, pa jih tudi prenašam časih po en teden po vrtu, da najdejo pravo mesto. Jaz nisem zbirateljica rastlin, imam pa rada vse rožce, ker se dajo dobro kombinirati. Mi je lepo, če je vrt skozi nekaj v cvetju. Imam pa zelo rada okrasne javorje, ki se prav sedaj v jeseni čudovito obarvajo v škrlatne barve, in pa tudi okrasne trave, ker je velik vrt, pridejo lepo do izraza, niso občutljive in že v najmanjši sapici se pozibavajo. Hribovski vrt je le streljaj stran od rekordno mrzlega Babnega Polja. Zaradi ostre klime rastline na hribu zbrstijo približno 2 tedna kasneje kot v osrednji Sloveniji. Tudi jesenski mraz se v vas prikrade prej kot drugje. A klimatske razmere niso edini izziv, s katerim se srečujeta lastnika vrta. Tukaj pri nas, ko smo čisto na vrhu hriba, je zemlja zelo plitka. Nekje je samo 20 cm, tako da kadar sadiva drevje, morava skopati luknjo s krampom ali celo s štemarico, da posadiva drevo in potem pripeljava ogromno gnoja in zemlje, da postavijo rastlinam začetne dobre pogoje. Potem pa se že nekako ukorenini s časoma. Jih je treba tudi na začetku več zalivati? Ja, seveda, kadar je poleti suša, tukaj tudi na vrhu zelo piha, zemljo izsuši, če je dež, jo spere, tako da pri nas so zalivalke kar povsod po vrtu, da vedno pridejo prav. Rastline lastnika zasajata ob robu trate in z njimi oblikujeta valovite, mehke prizore, ki kar vabijo, da si jih pobliže ogledamo. Vmes so postavljene lesene in kamnite klopi, ki jih je izdelal Peter. Pod njegovimi spretnimi rokami so nastali tudi ograja, ptičje hišice, pergole in vrtni paviljon, od koder imajo domači odprt pogled na okolico. Paviljon je lesen, je 8-kotne oblike, ima streho tako malo v japonskem stilu, pokritje s tegulo, na vrh pa ima petelina, ki kaže, kakšno vreme se nam obeta. Veste mogoče, katero vrsto lesa je uporabil mož in tudi kako zaščitite ta les? Tukaj je uporabil kar jelov, les smreko, zaščitil pa ga je do zdaj samo enkrat in to z lanenim oljem, ker je pač pod streho, je lepo vzdrževan in je kar v redu, se obnese. Ker smo pa poleti in med dopustom ves prosti čas radi zunaj, smo si omislili tudi letno kuhinjo. To si je Peter zamislil, načrt sam v glavi in tudi sam so sezidal. Je iz kamna, ki ga je nabral v gozdu, potem je uporabil stare strešnike, star cegel od hiše, nekaj lesa hrastovega. Vodno korito v letni kuhinji je kamnito. Miza in klopi so iz brestovega lesa, streha je pokrita starimi strešniki. Sprva je imela letna kuhinja odprta okna. Da v prostoru ne bi čutili prepiha, je Peter steklo obdal z okvirji iz navadnega srobota, ki ga je našel v gozdu. Lidija pa je celoto še oplemenitila z dekoracijo. Te okrasne predmete, ki jih vključujete v vrt, imate kakšno posebno pravilo potem, ko jih dodajate nekam? Ne, to pravila nimam, ampak nekaj časa ga nosim po vrtu in potem, kjer se mi zdi, da paše, tam potem ostane. To imam razne stare zalivalke,
lončene posode, lončena korita, stare likalnike, mlinčke, staro pohištvo, tudi staro kolo je našlo svoje mesto, tako ker mi ga je bilo škoda zavreči. Če vas ob pogledu na lepo urejeno okolico hiše zmotijo zabojniki za odpadke, obstaja inovativna rešitev slovenskega proizvajalca Dukin. Posode za odpadke enostavno skrijete v smetarnik in jih hkrati zaščitite pred vetrom, dežjem in snegom. Smetarniki so različnih barvnih kombinacij, tako da boste zagotovo našli barvo in model, ki najbolj pristaja v okolici vaše hiše. Streho smetarnika lahko poljubno dekorirate ali jo zasadite, s tem pa poskrbite, da bo smetarnik postal okras vašega dvorišča. Kako pa vaši otroci in vnuki, jih že kaj pripravljate na delo na vrtu? Tudi otroci pomagajo, kaj pokosijo, obrežejo, se je vrt vedno rabi kakšno pomoč, ker je vrt velik. Pa tudi že najstarejši vnuk Kristjan se rad vrti okrog mene, tako da skupaj kaj posejeva, zelo pa si zapomni imena rastlin, tako da upam, da bo še kakšen naslednik za mano. Okolico hiše krasijo trije vodni motivi. Manjši tolmun domači vidijo skozi okno dnevne sobe in jih razveseljuje tudi pozimi, ko po strugi zmrzuje voda. Tik ob hiši je majhen ribnik, ki sta ga zakonca Knaus zasnovala že pred četrt stoletja in ga vmes tudi preoblikovala. Če se prek velikanske zelenice spustimo po hribu navzdol, nas široke tratne poti polagoma pripeljajo do največjega ribnika, zasnovanega na pobočju. Zato, ker nisva hotela zapirati velike zelenice, sva hotela, da vrt diha, zato sva tudi obsajala ob zelenici in seveda s tem nam tudi vrt nudi čudovit pogled na okoliške hribovje, zaselke, hrib, na katerem stoji cerkev, se imenuje Tabor, in tudi na Retijsko uvalo, ki je ena lepših v Sloveniji. Ribnik je nastajal kar nekaj časa, tukaj je za vsa gradbena dela poskrbel Peter, razen za izkop. Precej časa je vozil kamenje iz gozda, da je postavil ta pravo višino, da je dobil nivo. Potem je seveda sledilo varjenje folije, ki je zelo trda in obstojna. Nato tlakovanje ob ribniku s kameni in lesom. Potem tudi strugo je umestil tako, kot bi bila tu že od vedno. Čez strugo pa je speljan manjši mostiček. Ste sorazmerno blizu Kočevja in kočevskih gozdov. A imate mogoče kdaj kakšne obiskovalce iz gozda? Ja, tudi to se je že pojavilo po zimi, ko je veliko snega. Takrat, če nismo imeli psa, da bi čuval vrt, nam je divjad se je postregla z najboljšimi rastlinami tukaj okrog vrta. Mi je bilo zelo hudo. Bil je pa tudi že na obisku medved, tako da se je privoščil sadno drevje, malo korenja in potem še do soseda na čebeljak. Dan zakoncev Knaus se začne in konča na vrtu. Ker 2 hektara velik vrt ponuja še nekaj praznih zaplat, jih bosta lastnika s spretnimi rokami in vrelcem domislic zagotovo kmalu zapolnila slikovito vsebino.